Moja Gorenjska. S Kitkom v svet pravljic. Tudi v današnjem torkovem popoldnevu si bomo vzeli čas, da se s Kitkom potopimo v svet pravljic. Danes nam bo Neža Hribernik iz knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka prebrala rezijansko pravljico o Rusici, ki je pregnala grdinico iz lisičje hišice. Pravljica je zapisana v zbirki pravljic z naslovom Pozdravljene zverinice. V Osojah je bila lisičica in je šla pred plenice v potok, ker je imela tam mlade. Se je vzela in je šla, je pustila ta male doma in je šla v potok. Ko je oprala, je dala sušit na zidek in je šla spet gor. Ko je prišla na vrata, je videla ta male lisičice, pod klopjo skrite, za kotom pa veliko grdo grdino. Teda je zajokala. Joj, me kaj je notri v hiši? Potem si je pa le dala korajžo in je rekla: pojdite ven iz moje hišice. Vrrrr, je zarenčalo za kotom, kot bi se prevrnili kakšni hlodi. Ne grem ven. Lisica se ustrašila, se obrnila in je šla urno dol po ožišču. Je šla in je jokala. Ko je prišla na koludrin breg, je srečala volka. Dober dan, botrica. Bog daj, botrček. Ja, kaj pa jočete, botra? Kaj ne bi jokala, ko imam pa grdino v hišici? Vejšte, greva gor, jo bom žijo si izgnal. Lisica ponosna, da je volk tako korajžen in jo bo izgnal grdinico. Sta prišla gor in volk jezno vanjo. Pejšte ven iz hišice moje botrce. Je že ne bežim, je spet zarenčala in zabrundala tam gor v kotu. Tedaj sta se obrnila oba in je zajokal tudi volk. Sprva je jokala samo lisica, zdaj sta jokala oba. Ko sta šla dol k Nivaškemu potoku iskat še koga za pomoč, sta srečala medveda. Tudi medved je pozdravil. Dober dan, botrca, dober dan, botrček. Bog dej, oba v joku. Ja no, kaj pa je? Tale naša botrca, je rekel volk, ma grdino v hiši. Pojdita, pravi medved, kaj ti moč daje korajžo. Pojdita, gremo gor in jo bomo skupaj izgnali. So šli vsi trije, a še preden so izrekli do konca, da bejšte ven iz hiše, je zarenčala grdinica in je pokazala ta velike zobe. So se tako ustrašili, da so kar ušli. So šli in jokali spet, šli in šli. Ko so prišli v kot na njivo, so srečali zajčka. Tudi on pravi: dober dan. Ja, kaj pa je? Rajši molči, mu niso niti odgovorili. Ja, dobro, a je moč vedeti, kaj je narobe? To, da ima botrca tule grdino v hiši. Joj me, je rekel, potem bo šel pa notar jaz, z lepo besedo ji porečem, naj gre ven. Če nismo mogli mi, ki smo se jezili. No ja, je rekel, ampak lepa beseda pobija 100 norih. Pojdite, bom šel jaz. Je šel in so šli vsi za njim. Počakajte me tu na ulici, je rekel zajček. Kdo ve, katera ulica je bila. Je šel počasi in je prišel na vrata in lepo olikano pozdravi. Dober dan, grdinica. Je samo nekaj zagodrnjala tam notri. Ali ne bi bila tako dobra, pravi, da bi šla ven iz hišice naše botrice? Ona se boji in njene male tudi, lahko bi še zbolele. In je začel prigovarjati: to ni lepo tako, veš? Tedaj je skočila proti njemu, da se je ubogi zajček v hipu zasukal, se je zaletel celo pod boje in je šel, še pogledal ni nikogar. Je bežal naravnost čez molovino in gor po golem in ga ni bilo več na spregled. No, kaj naj naredimo? So se spet spravili na pot. Zdaj gremo dol po ravni.
Ko so prišli dol pod ožišče, so videli Rusico na poti. Jo, dobro, kaj pa imate? Kaj bi tebi pripovedovali, ko nismo mogli mi, kaj boš mogla ti? Čujte, rekla, poglejte, bom šla jaz, je rekla Rusica. Če nismo mogli zgrda, če ni mogel zajec zlepa, le s čim jo boš ti izgnala? Je rekla, je treba tudi malo zvijače. Pojdite, gremo poskusiti. In res je šla lepo gor in je prišla na vrata. Ampak Grdina ni videla Rusice, je gledala samo ta velike, ki so stali pri vratih in je godrnjala in renčala in kazala zobe. Rusica pa je počasi šla zadaj za njo in je šla in jo piknila. In Grdina je skočila do praga. Potem je Rusica spet šla počasi in jo piknila in je skočila ven v dvor. Potem je Rusica šla počasi in piknila Grdino tako močno, da je skočila gor pod ta velik rob in si zlomila ta velik zob.